Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Plezati je začel leta 1991 in kmalu sta se pokazala talent ter še večja zagnanost. Bil je tudi tekmovalec, a še večji fokus je Matjaž namenil plezanju športno-plezalnih smeri v naravnih stenah, kjer je preplezal smeri do težavnosti 8B+. Postal je alpinist in začel hoditi na odprave. Avanturistična odprava v Kenijo z novo smerjo, prva slovenska prosta ponovitev freeriderja v El Capitanu, prosto po slovenski smeri na karakorumski Nameless Tower ter številne druge plezalne avanture Matjaža Jerana uvrščajo med enega pomembnejših slovenskih večraztežajnih skalnih plezalcev. Matjaž, ki so mu prodorne ideje in avantura vedno blizu, je na primer svoja otroka raje peljal na poletne počitnice v pakistansko gorovje, kot pa na Jadran, je sicer tudi predan družinski človek. Leta 2013 je z ekipo uresničil sanje številnih slovenskih plezalk in plezalcev ter kot glavni motor projekta odprl vrata prvega res modernega slovenskega plezalnega centra, Plezalni center Ljubljana. Tole je epizoda številka 52. Hvala, ker si z nami, hvala za tvojo pozornost. Sedaj pa te vabim k nam v steno, kjer je tokratni gost, odločni podjetnik, vizionar in vrhunski plezalec Matjaž Jeran. Prej si prišel s kapco, to je iz Pakistana, ne? 6 jih imam različnih, od lani 3, od 20 let nazaj pa tudi 3. Rute pa nisem imel, včasih imaš kakšno ruto. Imel sem tudi ruto, tam sem imel ruto, to, palestinsko. Ja. Ampak kaj s temi kapcami? Ja, te kapce so, v bistvu se ljudje prepoznajo, skje iz Pakistana načeloma so, čeprav zdaj že posod nosijo razne kapce. Vsako področje ima neko svojo. Malo drugačne so in pač ja, tako se prepoznajo. A kaj v barvah, oblika? Ne, oblika, kako je narejena. Vse so volnene, ene so z bolj kvalitetne volne, ene so z manj kvalitetne volne. Pa so pa, to so zavite, ne, in imajo tako na strani, imajo različne, ene imajo šiv, enega nima, ene imajo več tega zavihka, ene manj, ene so gor širše. Tako, zanimivo. Ja, lej, tako se ne vem zares podatkov, ne, ampak si predstavljam, da kar nekaj 10,000 slovenskih družin gre polet na Jadran ali pa nekam na Mediteran. Vaša družina je šla pa v Pakistan v gore. Kako sta to Zelenko prišla do ideje in kako ste to speljali? Midva sva bila v Pakistanu leta 2004 skupaj in pa sem imela za 2007 tudi letalske karte, sva hotela iti na odpravo v ta čist severozahodni del, čist blizu Afganistana, v Hinduraj, ampak pol se je zgodil nejc, sva že imela letalske karte, že vse naštudiran, zmenjen, pol pač Alenka je zanosila in sva karte vrnila in pa sva skozi, kadar sva začela malo sanjati, sva se vedno na ta Pakistan tako opirala, da to pa morava iti, da to, kdaj bova šla. Nač pa pač je minil teh 16 let od tiste želje. Mene je večkrat poklical ta agent, Gula Muhammad, iz agencije Blue Sky Treks and Tours, ki smo veličina Slovencev za zadnjih 20 letih je z njim hodila na odprave tja. In me je večkrat poklical in je rekel,
Matjaž, when are you coming? You said you will come. Sem rekel, ja, ne morem to, vedno je nekaj bilo in pa me spet klical, se pravi 2023, prav na Silvestru popoldne in pa smo se pogovarjali doma, naslednji dan sva rekla za Linko, da itak nikoli ne bo cajta, pač gremo. Kupimo karte, pa se spokimo, pač drugače ne bomo šli nikoli. In pa smo šli. Smo se pa pač tako orang pripravili, res tako, predpriprava par excellence. Kaj to pomeni? Jaz sem naštudiral vodniček v Piko, že prej sem dobro vedel, se pravi vodniček Trekking in Karakorum in Hindukuš od Lonely Planeta. To je 22 let stara knjiga, ki je ne dobiš, praktično težko jo dobiš. In tam sem naštudiral trekkinge in vse smo preračunali, koliko časa, kje, tako logistično. Po dnevih nismo sicer vedeli, kako se bomo premikali, pa kje bomo spali vmes. Za 2 hotela sem se zmenil, pa za en džip sem se zmenil. Noro je, da kljub temu, da se zmeniš 3 tedne vnaprej, te čaka džip tam, tako kot si dogovoren, brez neke hude dodatne komunikacije. En WhatsApp message, zmenjeno, to je to. Skratka, no, in pa smo pač šli. Zmenili smo se s tem agentom, da nam je dal garantno pismo, da smo vizo dobili. Vizo zdaj urediš spletna aplikacija, Simple. Kartuše nam je prodal 2 plinske, pa na letališče nas je poslal nekoga, da nas je pobral, pa nas je pelil prvi dan do Čitrala, to je 10 ur daleč, zato da nismo izgubljali časa. Drugače šlo na avtobus sa ston. Pa to skozi pač funkcionira tam, javni prevoz je super, mislim pač v takem osnovnem smislu, ampak pač vsak dan prideš kamor češ. In pa smo pač šli in pa smo lepo hodili. Kam točno ste šli? Šli smo najprej na severozahod, čist blizu Afganistana, Čitral, Kalaši, to so take znane stvari. Pa smo šli v Upper Yarkun, to je tako 200 kilometrov po Makedamih, čist gor pod Vakanski koridor. Vakanski koridor, tam je bilo 80% svetovne proizvodnje opija do nedavnega. To so zelo odročni kraj. In pa smo tam začeli trekking, naredili smo prvi trekking isti kot midva za Lenko 20 let nazaj. Sva se v bistvu vrnili nazaj med te znane ljudi in so naju prepoznali. Tako, ena gospa, mama od tunga vodnika takrat, je tako naju je spoznala. Tako. Je bilo res ganljivo, kaj bi prišel v babici po 20 letih. Pa smo šli pač tam na prvi trekking, vzeli smo vodnika, zato ker hočeš imeti nekoga, ki je lokalc, ki je predvsej boljši stik pol s temi domačini, ker vsi ne znajo angleško, ne znajo pač, mladi znajo angleško, fantje, punce, mlade ženske, mladi moški znajo angleško, tako da hočeš imeti vodnika, ki zna angleško, zato da potem on v teh lokalnih jezikih, ki jih je mnogo, se sporazumeva na planšariji, vsi te vabijo na čaj, ampak če ne znaš jezika, se sam tam gledaš čaj, piješ, poješ čapati in greš počas naprej. Če pa pač imaš vodnika, se pa lahko tam živahno pogovarjaš in jih vprašaš, kar češ in je prav res nora. Mislim, meni pač to najboljša stvar, ki se mi je v življenju zgodila, da imaš stik s takimi preprostimi ljudmi. Mislim, tako, res super. Ja, pa to verjetno niso konci, ki bi bili tako turistično skomercializirani, ne? Ne, kipa. To je... Mi smo bili začetek avgusta tam in smo bili 5. ekipa, ki je šla čez ta prelaz, je pa to en izmed bolj obljudenih prelazov izven Karakoruma. Se pravi, tle ni praktično nikogar. Čez ta prelaz gre 20-25 ljudi na let. Fenomenalno. Mislim, tako noro. Kaj pa ta neka mogoče stereotipna predstava doma, da
tam so zares sami teroristi, pa itak vas bojo ujeli, pa posekali glave. Jaz sem bil vse skup 6 mesecev v Pakistanu, pa v resnici nimam nobene res slabe izkušnje. Skozi leta, ne? Ja, skozi leta. Nobene slabe izkušnje. Najbolj nevarna stvar so po mojem ceste, zastrupitev z vodo, pa daleč nič. Seveda, lahko se ti kakšna skala zvali na nogo, ampak to ni to skrb, ki si jo ti omenil. Imaš nekaj skrajnih ljudi, ampak se jih imaš tudi v Evropi. Se beremo vsak teden, da zapelje avto množico ljudi. Ja, Tega je po moje tle čist primerljivo enako kot tam. Noben ti nič noče. Tako, ne, omenil si že sina Nejca, bili ste pa 4. Bili smo, se pravi, Alenka, Nejc, ki je bil star še 16 let, Iza, ki je bila stara 15 let. Ja, tako, pa jaz. Nejca je skrbel vse. Iza ni hotela iti zraven, še od Alenke oče nas je prepričal, puste vsaj Izo doma, vam jo bojo ukradli, ne vem kva, puste jo doma. Pač evropske skrbi za brez veze. Pa smo šli, Nejca je skrbel ceste, hepatitis, AIDS, driske, ljudje, ki ga bojo prosjačili za ne vem kaj, nadležni otroci, ne vem, tavžen stvari. No, po 3 dneh, ko smo prišli v hribe, ko smo bili enkrat v hribih, se je Nejc relaksiral, Iza itak že en dan prej. In pol smo se sam še vrhunsko imeli skozi. Živeli smo vsi, sproščeno hodili po ulicah, jedli smo skozi na ulici v teh restauracijah s hitro hrano, ampak pač to je kvalitetna hrana, tam pridelana, veliko zelenjave, mesa, krčaš, dober kruh. Marelce. Sadje, marelc, ful, skozi smo jedli, to še zdaj imamo doma, smo jih dan prepeljali 10 kil. Pa v bistvu, ja, mislim, bile so skrbi, prijem smo šli na pot, ampak pol začnejo ljudje delati kljukce, to ni skrb, ni utemeljeno. In pol v bistvu ugotoviš, da je res noro kul, ne. Sicer je bilo naporno, ne, otroka sta rekla, da ne bi šla več, ne, ampak ja, pač hoditi veliko s težkim ruzakom, ki si star 15, 16, se to bi dorekel tako na hiter, ne, to, da ste 12-nika spravili z ruzakom stran od našega domačega prijetnega sveta v neko divjino. Pa je izziv. Ja, bili smo en let prej, ker smo imeli še kombi, smo šli na Balkan, Albanija, Črna Gora, malo na rafting, malo v hribe, malo na morje, malo plezati. In je Nejc rekel, da ne gre, pa smo imeli nek zaplet v albanskih hribih, neko nevihto, visoke trave, praproti, tako. Meni je bilo kar tako, težko mi je bilo biti tam v bistvu vodja puta. Strah me je bilo, da bomo na kače stopili, tam smo šli v en graben. Grozen je bilo, nevihta, meni je telefon umrl, imel sem gor rezervacije za nastanitev, prišli smo dol v neko vas, ki noben ni znal angleško. Tako, najdli smo sicer bajto, kjer smo imeli rezerviran, smo šli potrkati, tam je bila ena stara gospa Albanka, ni znala nič, dobro, da Alenka zna par besed albanska, ima veliko pacient, zdravstvenem domu Kranj, Albank. Vse so nam dali za jesti, pa to, bili smo čist mokri, ne za preoblečni smo imeli, ker je bila dobra napoved, pač napake. Pa smo se tam v neke umazane brisače zavili, prepeči posušili oblačila in je Nejc rekel, vidva sta nora, kam vi ga nas vlečete, mislim, halo. No, pa ampak Nejc je pol po tem tripu rekel, da on ne gre več z nama na počitnice, razen če gremo backpackat. Pa za Novlec mu rekla, ok, gremo backpackat, kam pa gremo? Pakistan. Ok, cool, gremo. Pa Iza rekla, grem tudi jaz, tako kar reče Nejc, pa reče tudi Iza. Starejši brat, tako da smo odklukali. The best, ja, pol imate to neko avanturistično družinsko žilico že kar upeljano.
Ne, tle me kar bremzajo nazaj. Gremo pač kaj splezati, Kaniča Kuk, kako severno Triglavsko steno, tudi kak grebenček, turno smučati gremo. Kaj gremo kolesart, nič ekstremenega, Parancana. Plezati nočta več, znamo hoditi. Mogoče kdaj v kak fontih še spravimo. Kaj bolj ta modern način plezanja, malo bagetke, malo paštetke, pa malo boulderčki. Tako, ja, nekaj ne pretiravamo. Ja. Nec hod rad jadrat, imamo nek čovn 4 metre dolg z jadrom, pa imamo to po letu Bohinjo, pa grejo kje fantje vsak dan z busom. Tako da, to je to. The best. Ja. Ampak začel se je pa verjetno s tvojim nekim načinom življenja, ki ga zdaj živiš že kar, ne, verjetno 2-3 desetletja počas, ne? Pa tam v začetku 90-ih, recimo. 91, ja. In začel si menda pri, verjetno lahko rečeva, ljubljanski legendi, ne, Kokiju, Andrej Kokelj, v plezalni šoli. Plezalni šoli v Jaršah. Kokij je bil akademec, imel je pa plezalno šolo za matico. Tako da je bil prvi plačanec v zgodovini slovenskega športnega plezanja. Prvi profič, bi lahko rekli. Kokij je bil odličen mentor. Več nas je izšlo iz tistega skokjevega kroga, se pravi Katja Šturm, moja sestrična, pa potem Jaka Prijatelj, pa Miha Hribar, Timon Leder, Luka Mužar, to so bili vsi njegovi pač učenci smo bili. Pa so prišli za Kokijem mnogi drugi trenerji, super. Džoko, Matjaž Tršek, Stane Židan, Tomaž Košir. Pa sem pa jaz počas začel hoditi na Feranj, tam enkrat 96, 16 let sem bil star, v četrtkih smo šli po treningu v Jaršah tja. In pol smo tam pač nove dimenzije teh starejših mentorjev, ne trenerjev, ampak pač nekih tako starejših fantov, ki smo jih gledali, Komaci in podobni. Pa smo pa začeli, smo šli kdaj Pakljenico, pa so me punce Tinca pa Mojca vzeli enkrat v Dolomite, smo šli v Cine plezati, pa v Tofano, pa Matej Kovačič, pa Miha Kajzel me je pelil neki Pakljenici, mislim, da plezati, pa nas je Pavle pelil v hribe, pa sem šel pa alpinistično šolo. Ampak, če se še malo vrneva, ti si bil zelo zagrizen, ne? Že takoj na začetku, plezalec. Ja, mislim, meni je bilo super, jaz sem bil z vasi tle pri Ljubljani in tam na vasi meni žoga ni bila moja prijateljica, prav zelo, jaz sem bil bolj leve noge za žogo, pač malo smo češnje robutile, se z bicikli vozili, se šli ravbare pa žandarje, po Savi smo se potikali, kaj smo mogli pomagati, kaj imela teta kmetijo. Drugače pa, ja, pa pač ta krožek plezanja je bil, mene je potegnil zelo, bilo nas je ogromen, nismo imeli prav veliko časa za to, da bomo imeli priložnost za plezati, tako da smo mogli se pač kar boriti za to, da smo prišli na vrsto, pa nas je nekaj ta zagnanih ustali in pa nas je Kokij res lepo vozil v skalo, pa smo začeli tekmovati in pa smo tako, se pravi, bil sem tudi v reprezentanci mladinski in zelo uspešno v tem tekmovalnem smislu, ampak je bilo super, ne? Pač šli smo na tekme v tujino, mlada družina, super, pač te, ki so skrbeli za nas, Tomo je bil takrat selektor naš, razni, dobro je bilo, no? To je mene potegnilo, tako da sem v bistvu za to živel skozi, pač to je bilo to, jaz sem bil plezanje. Pa veliko si v Miško hodil. Skozi, jaz sem bil po moje 500krat v Miši do konc faksa. Ker enkrat se te spomnim, že izpred let si tako se malo hudoval nad samim seboj, koliko cajta spreživel tam v Miši. Ampak je bilo dobro, ne, konc. Ja. Pa takrat še ni bilo nič zlizan, pa manj umazan je bilo, pa manj folka, super je bilo.
Mi smo imeli štrik kar tam. Ja, to je bilo še takrat, ker sistemi so redko kje viseli po steni. Ko sem bil prvič v Mišlju, 10 smeri. Ja. Ja, no, sej, če pomisliva, da si začel 91. plezati, to je bilo res še vse v povojih, ne? Ja, ampak scena je bila čist huda. Ja, to so bili pač Guček, Metka Lukančič, Nevenka Osredkar, Dorjan Šuc, Kalan, Lukiči, Johan, se pravi Janez Jeglič, Silvo Karo, pač te so bili Miranda Ortar, to so bili pač, te so hodili in pa so hodili tudi te frikoti raznorazje, bratje Grilc so bili pač te moji glavni mentori za Miško. Prej z unimi študenti sem hodil bolj osp, pa sem se pa premaknil v Miško pač s temi. Tle smo trenirali v enem zaklonišču v Polju. Je bilo super, smo imeli pač neko tako šatalnico. Pa v Jaršah je bila stenca, dobro je bilo, super je bilo. Pa sem jaz itak dobil te razne svoje vrstnike, Klemzi iz Domžal, Stane Gruden iz Sežane, Boštjan Potočnik iz Bistrce, pa Matevž Kunšič, pa sem na Gorenjsko ogromen hodil. To je bilo še vse tam v 90-ih, ko smo začeli veliko že v bitne hoditi. Še pred alpinistično šolo. Ja, v alpinistično šolo sem šel pa, mislim, da takrat, ko sva se z Mihom zmenila, da va šla v Yosemite, 2003, mi smo bili v Afriki, se pravi 2002 na 2003, a ne na moji prvi odpravi, pol pa z Rokom Šisernikom, Stanetom Grudnom, Lukom Fondo pa Goranom Korenom. To nam je odprlo malo to popotniško žilico za odprave. Po Evropi smo itak skozi hodili plezati. Pa je pa Tinca rekla, daj pa ti z Valičem v Yosemite, in pa so se zmenila z Mihatom za El Cap. No in takrat sem pol za to, da sem dobil, mislim, da neko podporo, sem mogel ratati alpinist in sem šel pač v alpinistično šolo. Zok je bil takrat, Radetič je bil vodja alpinistične šole. Zoki nas je naučil po Gurtni hoditi. Zanimivo. In pa smo pač, pa je bila alpinistična šola. Zdaj sem pomislil, ker smo na komisiji se zdaj zadnjih nekaj letih ukvarjali z plezalci, ki niso primarno iz alpinizma, pa tudi plezajo večje stene. Ne? In smo celo neke uradne programe speljali prek zbora načelnikov in tako naprej. Ne? In tako v vsem tem času nisem nikoli pomislil, da ste pravzaprav že takrat, ne, po letu 2000, pa verjetno že prej kdo v bistvu frikoti že big vole lezel, ne, brez neke, če tako rečem, ne, zelo strogo, brez neke brez alpinističnega pedigreja, ne. Jaz sem imel pač mentore ful dobre skozi. To sem imel največjo srečo v življenju, da sem imel res dobre učitelje skozi, ker so me vedno vzeli za svojega, to najbolj spoštujem. Pač to je res noro, ta ferajnovski pristop, pa tudi čisto kolegialen, tudi iz drugih ferajnov, to mi je bilo vedno pri plezanju tista stvar, to, da imaš ti nekega učitelja, ki se zavzame zate, pač sam zato, ker pač, ne vem, ker vidi, da te res plezanje vleče. In mi smo začeli sami hoditi v Paklenico. Recimo, ali pa, ko sem šel prvi slab splezati z Juretom Nijadorferjem, jaz sem imel sposojene dereze, sposojene cepine, ker nisem imel zimskih hlač, sem imel dvojne pajkice, od City Wall je imel takrat neke te plezalne hlače, ki so jih imeli tako skoraj vsi. Jaz sem pač dal dvojne te hlače gor in sem šel pač plezati slab. Tako smo šli po zimu hribe. Pol Paklenico se spomnim, sem šla z Janom Borkotom, sem imela ruzak, ta kunzov šolo,
in da bova res, da bova pripravljena, smo imeli sabo 20 sistemov, 10 na pasu, 10 pa še v ruzak, pa nič drugega, pa itak nič niso zastopila. In pa so pač nekako v novele bitačo zlezla in pa smo tako, pa sva z motlom to paklenico raziskvala na polno, tam smo bili cel parkrat po par tednov polet, no pa so me pa punce pelale v hribe. Ja, tako. Pa pač alpinistična šola. Ker tole, tisti, ki te mačkam bolj poznamo, vemo, da si pol tudi kar pač relativno veliko po hribih plezal. Ampak mogoče te pa najbolj poznamo pa ravno po tvojih odpravah, pač prvo potem, ker si pač plezal dobre stvari, ne? To je ena stvar. Pa ker si vedno tudi imel tako mogoče nadpovprečne, recimo, prezentacije, polka si dan prišel, ne. Sploh še v časih, ko še ni bilo digitalne fotografije, ne, ko smo imeli dia večere, ali pa kjerkoli že, ne, in si imel vedno lepe fotke. In tako, daj mi mačken za začetek, ker mačken pa je bila ta odprava vaša v Afriko, recimo glede na takrat ta slovenski, bom rekel mainstream, malo izvenserijska, ne. Nekam v Afriko, to ne vem, če je še kdo drug sploh ki hodil takrat, ampak vi ste šli. Ja, mi smo bili neka družba, ki smo hodili na pivo po plezanju, se pravi Šiso, Stane, Fonda in smo se pač skozi nas je imeli, da bi šli nekam na odpravo. Ampak v bistvu nismo imeli kompetenc, da bi šli ne vem kam na odpravo, ker pač smo bili skalni plezalci, Fonda bil jamar, in pol kam lahko gremo, pač lahko gremo v tople kraje, neko veliko steno, ker neki strašni hribovci še nismo bili, jaz sem takrat znal komi klin zabiti, bolj jebico zatakniti ali pa frenda takniti. Smo pol rekli, nič, pojmo nekaj, kar je navrtan, ne. In pa smo najdeli to steno Poj v severni Keniji, na naslovnici nekega Rock'n'Dicea je bila, pa smo rekli, to izgleda dobro, to bomo šli, tole bomo zlezali najprej to, kaj je tam, neko 8A, pa bomo pa še svojo smer naredili. Mi smo se 1 let minili za to odpravo, to smo pač 2-krat, 3-krat na teden je bil sestanek imenovan 3 peri, zato da smo se vse zmenili. Takrat smo maili šele začeli obstajati, komunikacijo sem imel jaz pač s to agentko dol, s sabo, in pa smo šli, mislim, to je bilo pač noro, jaz sem bil star 21 let, nikoli še na avionu prej sedel nisem, in pa smo šli pač v Afriko, 800 km od Nairobija severno, to je bilo pač tako, pustinja, prvo mesto z elektriko, tako malo bolj civilizirano, je bilo 300 km stran. Res divina. In pa smo pač bili mi tam in smo splezali, tam so bili te domačini, imeli smo kuharja, ki nam je na ogenj kuhal, zjutraj nam je čaj skuhal, pa nam prinesel čaj v šotor, pa smo gledali sončni vzhod, kako je ven iz savane zlezo sonce, pa smo šli pač v steno delati smer, ali plezati, ali delati smer. Goran je bil pač 5. član odprave s padalom, on je pač lahko dlje poležal, ker je počakal termiko. Mi smo tako bili nad eno stepo 700 metrov višji na rami te gore in smo pač imeli tam ABC, v bistvu tabor, in tam je on pol vsak dan vzletel ob 10, ker se je termika naredila, se je pelil malo naokrog in pristal v dolini in je takoj že navadil te domačine, da so mu padalo zložili. On se je pa usedel v senco akacije pa spil čajček 2. Pa je šel popoldne, ko se je vročina začela umirjati, je šel nazaj gor k nam in pač ko smo bili, mislim, da smo bili 1 mesec dni tam, čist brez vsakršnega stika s komorkoli. Enkrat smo dobili pismo, Tina Horvat, Miheličeva, ne, nam je poslala, kaj se je v Sloveniji zgodilo, da so sestre zmagale Eurovizijo, da je ne vem kva bil spet Drnovšek izvoljen, da tako 5 novic nam je dala in tako mi čaka, da pridemo dan, da bo kak dober žur.
Skratka, to so nam pripeljali gor z avionom, tam smo ga zažurali, pa smo pa mi nadaljevali, smo plezali naprej, pa smo šli še malo na morje, na en tak rajski otok. Tako da meni je bilo to pač noro. Je pa bila zagotovo ta odprava nekaj bolj eksotičnega v slovenski sceni. Tako da, ja, bil je dober odziv, jaz sem pač pol nadaljeval s tem. Na ta način smo tudi do denarja prišli, v bistvu jaz sem veliko predaval, pisal članke, tako da je bil to dober študentski denar. Pa to mi je bilo vedno dobro delati. Šrauf je že davno rekel, da so važne zgodbe. Zdaj pa. Ja, in že novo si v bistvu skreiral še isto leto, ne? Ja, pa so šla z Mihatom čez pol leta v Yosemite, pa smo bili v Yosemitih, pa je bilo tudi super, res odlično. Pa so šla pa tam z Urško Rebec, si bil tudi ti tam, ne? So šla mi da z Uršo po pere v Štacuno in se peljeva z biciklom in še reče, kam bomo šli pa zdaj? Kaj pa če bi šli še kam? Kaj je tudi prišla na guštne? Kam bi pa šli, ne? Ja, me je pač ta granit, to me je res prevzel. To je bilo meni dobro plezati, ker nismo plezali toliko strmih smeri, ker jaz pač v nekem strmem terenu nikoli nisem bil dober. Pač imam 75 kg in nekako mi je to vedno zdelo, da sem pretežek. In sem pač se v granitu boljš počutil, ker mi je pa to šlo, Urši je bilo tudi čisto dober, hudo, ne, kam čemo iti, sem rekel, jaz vem še za en granit dober, vredno iti, kaj pa če bi šli v Pakistan, Trango Tower, itak je bila edina stvar, ki smo jo poznali mi, frikoti, tako rekoč, ker pač Gilih to zlezo, ne. Pa smo šli kje, to je bilo pa naslednje let. 2004, ja, 2004. Nad Baltorom, skupina stolpov, najvišji je celo čez 6000, ne? Ja, dva sta. Great Trango 6300, pa Nameless 6230. In omenil si Wolfganga Gilicha, ki je pač znani nemški plezalec, ne? Ki je med drugim pač začel tudi s treningom prstov na kampusu in tako. In je kdo je bil še zraven? Kurt Albert. Ja, so splezali novo smer, ne? Ja, no, oni so najprej leta 88 so ponovili Frančkovo smer. Franček je zlezel leta 87 kot aklimatizacijski vzpon za Brodpik. Pol so oni zlezli leta 88 Frančkovo smer na Frej, pač s portaledžom, pa s fiksi so pofiksirali, pa so zlezali, ne. Pol so pa rekli, res, mater, hudo je tle, in so prišli naslednji let še enkrat in so zlezali Eternal Flame in še tega na Frej zlezali. Ne čist tako, kot ga zdaj splezajo, ko ga je Babsi zlezla, pa ta Španc, ne, ampak v bistvu na začetku je bil nek pendulum, da so čez neko gladko plato odnihali, od ene do druge poke, pa so pa zlezali vse na Frej, ampak so imeli tudi vmes portaledže pa statike, tako pač v pravrskem stilu so se lotili tega športnega plezanja. Ampak to je bilo, ja, leta 89. Pa pa so še plezali, sej pol je tale Francozinja, kaj je, z Aleksom Lovom je bila Katrin Desniver. Ja? Ja, ona je zlezla, mislim, da na Frej. To slovensko smer od Frančka, tam enega 92. Pa pa sej so odprave hodile, ampak v bistvu v Alpcu na Frej ni zlezel noben. To je bil naš cilj. Pa leta 2004 sva bila z motlom bliz, da bi zlezla, ne na Frej, ampak pač tako, ne. Ampak pol so Matevžu padle dol rokavice, ko so bila že ven iz skale. Pač čist pod vrhom, enih 70 metrov pod vrhom, 9 zvečer takole roke dvignil, ko je zapičil cepine, a ne, in se mu je jakna izza pasu ven staknila, imel pa za jakno not rokavice ta tople in pa so rekli, nič, to je pa zdaj
znak, da gremo mi dva dol. Pa so si pa celo noč abzajala, menila so si vne tople rokavice, vsak cuk en. Pa, tako, to je bilo 2004, bila so pa čista zelenca. Jaz sem bil najvišji, prijem sem šel tja na Gran Capuseno, 3800. Motel pa niti tam ne, na Grod Gloknerju je bil, tudi 3800. No in po sva prišla do spoznanja, da bo treba kaj več narediti za to, da bova pripravljena, da sam ideja ni zadost. Po smo pa veliko plezali pri nas po hribih, tudi po zim, pa v Alpah. Po smo se pa 2006 spet vrnili, pa z bratom Česen, pa velika odprava je bila takrat pol. So bile še Tina, Tanja, Sandra, Grmo, pa Silvo. 10 nas je bilo. Pa je bilo pač super odprava. To je bil pač ta drugi Pakistan. In takrat sta splezala? Takrat sva zlezla pol, ja. Takrat sva mi da z Matevžem zlezla slovensko, pa brata Česen tudi slovensko. Ja, to je bilo kar super. In takrat je očitno, drug obisk Pakistana, to te je pa okužil. To me je že ta prvi čisto okužil. Ja, ker že ta prvič, ko sem bil, smo bili mi na odpravi 50 dni, pa je prišla pa Alenka, ko sva glih takrat dobro začela hoditi, pol leta sva bila par, je prišla Alenka in sva še za 40 dni šla pol na trekking po severu. Jaz bilo takrat se kaj preselil. Še zdaj bi se lahko. No, sej, mogoče se bo še vrnil, ne? Ja, no vrnil se bom pa zagotovo. Potem si še hodil na odprave. Ampak bolj malo. Pol sta bila Nejc pa Iza, pač familija, pač najemniško stanovanje, kruh, plezalna šola, pa sem začel delati. Nisem imel te sreče, da bi dobil službo v vojski ali pa policiji. Enkrat sem klical, ko sem prišel z drugega Pakistana, sem klical, pa sem rekel, jaz imam ful teh točk, ne, od kategorizacije. Jaz bi imel službo pri vas. In mi je on tam po telefonu rekel, ja, se veste, kako je to pri nas. Če nimate vez, pač ne morete dobiti službe. To mi je rekel uradnik v telefon. In pa sem klical tega stanovnika in je znoril. Kdo vam je to rekel? Sem rekel, no in tam meni mi je rekel. Kaj, kdo vam je to rekel? To ni res. Pak je bilo res, ne. Pač službe so dobili oni, ki so imeli veze, jaz sem pač pol začel služiti si kruh pač s tem, da sem učil plezati. Pa sem bil na odpravi sicer 2010 s Šiso, tam so šla za en mesec na road trip v Kalifornijo pa British Columbijo. Kanada, ne? Ja, super je bilo, takrat sva ful se nadplezala. Visoka Sierra, malo Yosemitov, pa Bagabus sem bila. To je bilo super. Pa 7 let nad spet, pa sem šel pa z Mihom Kernom, sem bila naveza v Kirgiziji, 2017. Tudi top. Aksu, ja. Aksu, pa hrib nasprot. Super odprava. Zelo spominja na Pakistan, tako hribi, ljudje, tudi kultura še kar podobna, ne toliko zelo prvinsko, kot kar Pakistan, pač te Rusi so kar pustili tak siten pečat, bolj kot Britanci v Pakistanu, ne, pač Pakistan je bil del Indije, se pravi britanske kolonije, Kirgizija pa pač itak je bila pod rusko roko. Ampak ja, Rusi so to bolj radikalno si prisvojili, tudi več sledi pustili. Ampak je dober, no, ta Kirgizija, mislim, je bilo top. Nisem bil tam, tako občutek bi imel, da je mogoče malo bolj dostopno. Manj denarja rabiš. V smislu čiste logistike. Manj denarja rabiš, nižji hribi so, tle, ko smo bili mi, ja. 400-800. Časovno je tudi malo bližje, čeprav Pakistan je zdaj zelo enostaven. Zdaj v Pakistan letiš iz Dubaja v Skrdu, direkt, ne rabiš nič v Islamabad. A res? Direkt? Direkt in pol, ko si enkrat v Skrduju, rabiš do baznega tabora Trango
3 dni. Tako da v bistvu 4 dni si v bazi v Trango Tavorja, kar je čist, mogoče je to en dan več, kot če greš v bazni tabor od Aksuja. Ni razlike. Vreme je v Pakistanu bolj stabilen, kot v Kirgiziji. Je pa pač dražji Pakistan, ker za tle za Baltoro rabiš dovoljenja, pa zveznega oficirja, pa agencijo, za te dveh stvari. In pol to pač pride velik denarja. Ja. Če greš pa v Hinduraj, pa ne rabiš nič od tega. Greš pa kaj, tam v vas se zmeniš, da ti vsak dan gor sveža jajca, pa paradižnike prinesejo. Pa je to. Tam si šotor postaviš. Če imaš srečo, ti divji lovc mi prinese kazga gamsa, kak stegen. Tako da, imaš vse. Ni hudega. Ne. Pa smo spet, kaj boš jedel, koliko boš spal, pa kaj boš plezal. Ja. Najboljše stvari. Najboljše stvari. Si pa, zdaj tam iz tega študentskega časa se ti je nekje pač se je zaključoval s temi odpravami tudi. In ti si ustanovil društvo. Omenil si že, da si se začel preživljati z pač poučevanjem plezanja in plezalni tabor. Daj mi majčkeno razloži to obdobje, ker takrat si bil še vedno tudi tak, verjetno prvo plezalc, pa pol, kaj drugega. Ampak ta trkanje življenjskih posvetnih obveznosti se je pa že začelo. Ja, plezati sem začel učiti, ker sem delal pri Kokiju. Leta 97 sem začel učiti plezati. In sem najprej učil, se pravi, star sem bil 17 let, sem najprej začel učiti študente, pa pol predšolske otroke. Z tega obdobja lahko povem, da sem imel sam čez skupino tudi 25 otrok, za današnje standarde mogoče malo nedojemljivo. In pa sem Koki rekel, Koki, 25 otrok, to je pač res štala, jaz jih ne morem iti sam, pa rekel, ok, ja, kaj pa predlagaš? Si rekel, daj si bom jaz najdel eno pomoč, rekel, ti si kar zrihti. Pa sem si zrihtel eno kolegico, mi je pomagala in pa sem bila 2 za 25 otrok, še zmer izven vseh normativov danes. Pol sem to, pa je pa v bistvu se najdela neka prilika pri Kokiju, da bi jaz prevzel ta najboljše njegove, pač člane društva njegovega, Klemna Kejžarja, Katarino Kejžar, je pol prišla Klaro Kejžar, Katjo Kadič, Polono Dobrovoljc, Luka Mužar je bil tudi v tej skupini, pa še ene par drugih fajn, pač mladeničev pa mladenk. In sem jih začel pol trenirati, to je bilo po moje leta 2001, v Šiški smo imeli tam neko stenco, vse še danes tam na gimnaziji Šiška. Pol je bil pač to je moj študentski kruh, pa pol malo ta predavanja, pa fotke, pol sem pa na Matici naredil nek nadaljevalni tečaj, več raztežajk, pa so bili ful navdušeni, pa so rekli, dej, mi smo se zdaj čisto zakurali, dej nas zdaj nauči malo plezati, ne, samo tele vozle, pa to, te škripce, pa to, mi bi se zdaj naučili plezati, ne. In pa sem naredil nek tečaj, intenzivni tečaj tehnike plezanja, tako ful dobro. 2-krat na teden smo imeli na stenci, enkrat boulderca, enkrat visoka, pa vsak vikend smo šli za en dan v skalo. To predstavljaj si, da si star 40 let in da prideš iz režima, da plezaš občasno v to, da greš 3-krat na teden plezati. To v enem mesecu je bila to revolucija. To so bili levi skoki za unih vseh 6-7, ki so bili v tem tečaju. Bilo je pa tako, da so bila midva 2. To sem delal, kdaj mi je pomagal Blagus, kdaj Miha Valič, kdaj Jure Njedorfer, pol pa počas Vidzabel, to je bil en od teh, ki so bili pri meni v tem nadaljevalnem tečaju, pa sem ga pol v bistvu vzgojil v tak zelo bratski odnos, sem imela pol pač sva ratala full frenda in je pač mi pomagal in sva odprla društvo za razvoj plezalne kulture in pol smo najeli stence, se pravi, jaz sem takrat že živel v Radovljici, na Matici so pol pogruntali, da ta moj pristop presega okvire društva
da je to preveč komercialno, da se pač tega ne bo matica šla, in pol sem jaz pač bil na matici član AO-ja, učil sem pa pač na svoje pol. Potem sem se pa preselil, ko sem prišel iz drugega Pakistana v Radovljico, pa sem tam prevzel v Ljubljani sem jih pustil, sem Urha najdel, pa jih je Urh prevzel, kar je bilo ful dobro za njih, ker mi je pač Urh dal neko dimenzijo, kjer se je meni ustavil. Čehovin, ja. Jaz sem šel pa pol v Radovljico, pa sem tam dobil tudi vrhunski plastelin v roke, Domna Škofica, brata Vukotič, Domen Švab, Nace Vreček, Aleksandar Šašo, pa še par drugih je bilo. Skratka, tudi ful dobre mladeniče pa mladenke sem dobil v roke in sem pač njih tam treniral. In smo pol pač tam v Radovljici naredili kar hud napredek v 2 letih. Po sem pa jaz v bistvu vmes, zato ker pač tistem je bilo tako marginalno plačan, jaz sem imel pa že v bistvu otroka na poti in sem mogel pač najemnina pač te stvari in sem pol pač rekel, nič bom jaz v Ljubljani odprl društvo, ker prej sem to nekaj tako malo po domače delal, pa sem pač odprl društvo in v bistvu društvo sem imel že prej, pa sem odprl še SP, pa sem začel najemati več stenc. Pol pač v parih letih je bilo to 9 stenc, ki sem imel najetih. V Ljubljani 2-3 stence, 2 v Grosupljem, 1 pa v Bricu smo hodili. Kdaj smo šli v Kamenk gor, tam kaj še zdaj stenca. V Domžale smo kdaj hodili na Rodico. Ne vem, pač to smo imeli pač lokacije plezalne šole in pol sem rekel, dobro, zdaj pa to tudi čisto noro, 9 lokacij, posod mi je grozila, bom imel plac ali ne. Imel sem že pač zelo lep pa močen zbor inštruktorjev, ki so mi pomagali, ogromen otrok, odraslih, to smo imeli pol. Mi smo začeli pa z tega intenzivnega tečaja tehnike plezanja smo pol naredili vodeno vadbo. Tabori pa tako. Tabor je itak za otroke že od samega začetka. Tako da v bistvu pač to sem počel, bilo mi je super. Je pa bilo pač naporno, to pač dopoldne si bil na računalniku, pa si pač bil malo s familijo, pa si šel v Ljubljano, ob 4-5 v Ljubljano, pa smo bili v Ljubljani na 2 treningih z otroci, pa šel v Grosuplje na 2 treninga z odraslimi, pa damo ob 11 zvečer. Pa za vikende pa v Skalo. Vsak dan. Enkrat mulce, enkrat odrasle. Tako da to smo bili skozi naokrog. Dobro je bilo, ampak pač malo ti glasu zmanjka. Pa, ja. Ampak to so bili časi, ko mogoče danes sploh kakšni mlajši si zdaj že to malo težko predstavljajo, ne? Ker zdaj je plezalnih centrov, velikih dvoran, skratka neke razpoložljive infrastrukture je, ne, mogoče niti ne bi pretiraval, ali pa celo malo če preko še vedno rastejo, ne, kot gobe po dežju. Takrat še nismo imeli nič tako velikega in nekje se je tudi v tebi mogla pač ta ideja pojaviti, ker ideja verjetno v osnovi ni bila prva tvoja, teh idej je imel vsak kekec, ne? Ja. Rečem, vsi smo sanjali, vsi smo vedeli, da po tujini so te plezalni centri obstajajo. Takrat balvansko plezanje mogoče še ni bilo toliko. Ja, te šetalnice so bile, samo to ni bilo prepoznano kot nekaj, kar je komercialno zanimivo. Ja. V tem prvotnem obdobju. Bile so ideje o plezalnem centru že sam na matici, že zelo dolgo nazaj, konec 90-ih, po moje, so začeli o tem govoriti. Ampak pol pač to nekako ni šlo skozi. Jaz sem imel pol kar nekaj poskusov raznih, recimo po moje 2007, 2008, ne vem, ko so stožce delali.
sem imel še nekih 100 evrov evropskih sredstev zrihtel, da bodo tam uredili stene. Vse smo že imeli zrisan. IPO, GV, je že strojne inštalacije popravil, da bomo lahko tam stene not postavili. Pol je pač mesto odstopilo od tega projekta, tam v Stoscah neko skladišče pomožne košarkarske dvorane je bilo to, kjer bi to bilo. Mi smo med tem delali na stenci 100.000 evrov prometa letno na 7,30 metra visoki steni. Veliki tloric pod uno steno je bil pol toliko velika ta soba. Mislim, da je bilo 4x5 metrov je bil plec pod steno in tam smo to, pa je bil pa zraven je bila pa šutalnica v prostoru 4x6 metrov, ko res 2 pajzla in tam smo mi naredili 100 jurjev s plezalno šolo, z odraslimi na let. Nepredstavljivo. No, med tem so te Stosce propadle, pa sem se jaz na mestu že zmenil, isti ljudje so bili na mestu moji sogovorniki. Jaz sem med tem diplomiral na ekonomski fakulteti testiranje koncepta nove storitve športno-plezalni center je bila ta nova storitev. In sem skozi poskušal priti do te neke infrastrukture, ampak to je bilo takrat, je bilo tako, kakšno plezanje, kje imaš ti svoj polover? Mi smo bili ljudje v poloverih, pač to plezanje, to je bilo kakšno plezanje. Ja, to je bilo že če hočeš nekaj narediti, fuzbal plec ali pa tenis ali pa ne vem kva, ne pa športno plezanje. Skratka, to je propadalo, pa sem najdel plec v Tivoliju in smo se že pogovarjali in narisali in naredil sem jim poslovni načrt mestu za ta plec, kjer je zdaj plezalni center, se je zgodil, to 2007 ali pa 2008 sem jim to idejo dal, pa predstavil, pa zrisal. Ampak tudi to ni šlo skozi, še to je bilo pred cajtom. Pa se pa meni ni več dal z mestom, ker pač je bilo to tako, malo džabe mojega časa. In pol je bil nek projekt Bežigrajski športni park od Joca Pečečnika, kjer sem tudi sodeloval, pa tudi nič ni bilo z tega. To še zdaj manj, da ni nič. Ja, no, se ne vem zares. Ni kaj dost, kakor vem. Pa v bistvu pa je bil pa PCL. No in kako se je to? Ker sen tako, kljub temu, da so neke infrastrukture, ki mogoče se verjetno bi bilo treba definirati, kaj plezalni center je, ampak neka taka moderna zgradba, ki je celostno namenjena plezanju, tako kot recimo v PCL-ju ali pa zdaj tudi po kakšnih drugih centrih, že po Ljubljani, tudi so bolj balvanski ali pa širom Slovenije, ki tazga zares pa še ni bilo. Pač Bric je imel neki visoke stene, pa imel je šutalnico, pa je bilo super, tam Sveti Duh, vas pa Škofji Loki, pa Dešovci so imeli v Šempetru pri Gorici, tudi zanimiv projekt, ampak v resnici meni je bilo jasno, da moraš to narediti v Ljubljani. In pa smo pač to naredili v Ljubljani. Midva sva, jaz sem vedno rabil nekoga zraven, samo se mi ni dal delati. Meni tudi samo v hribe, vse grem kdaj v hribe, malo se spluvati, pa malo sprdeti, ali kako se reče, malo predihati, kak greben, ali pa tudi da grem kaj posolirati, kako lažje smer. Ampak v resnici meni je dobro stvari početi v dvoje. Jaz sem vedno spoštoval soplezalce, mentorje in tudi pač pri tem početju plezalnih centrov sem vedno hotel imeti neke ljudi zraven, s katerimi sem to skupaj počel, tako malo. Ne da se mi biti fotor samohranilc v tej sceni. In sem pač imel takrat ful srečo, da je bil moj tečajnik Matjaž Doljak, ki je bil tako poslovno izjemno prodoren. Hotel je tudi nek odklon od nekega klasičnega posla, on je pač bil izobražen finančnik, jaz sem bil izobražen tržnik. In pol sva združila njegovo pa moje znanje, pa pač
to mojo osnovo, ko sem jo do takrat ustvaril. In sva pač iz nule naredila ta plezalni center. Meni je zdaj, ko poskušam to stvar podvojiti v velikosti, mi je v bistvu jasno vedno bolj, koliko noro stvar sem mi da takrat skupaj spravila, pa nisem bila sama, imela sem pač tudi pomočnike, od investitorjev do raznih botrčkov, ki so nam pomagali, do pač potem teh sodelavk pa sodelavcev, ki smo to skupaj postavili na noge. Skratka, sezidati plezalni center iz nule, sred polja, pač ni enostavno. Pa še mogoče v cajtu, ko je bila že tako kriza, ne? Ja, mi smo prišli na banko takrat, te moji učenci so bili tu razni bankiri, upravljalci skladov. En se je vozil tedensko Sarajeva z vrečko baklav, poslovnež, vsako sredo je prišel direkt z Brnika v Rekelcu s kravato pa z vrečko baklav na trening. On je prišel zaradi nas vsako sredo nazaj iz Sarajeva, kjer je skrbel za eno banko. Pa bili so še neki drugi in mi je rekel, mi je rekel, Matjaž, to je prevelik projekt, ti naredi nekaj za 300 jurjev. Noben ti ne bo dal 1 milijon kredita. Ti nor, pač kje? Razumeš? Ja ne, stari, pač 300 jurji kupaš garažo, mi pa rabimo bajto z visokimi stenami. Takrat so bile visoke stene, ne. In pol smo pač, ta denar je bil pač izziv dobiti najprej kapital, ker brez kapitala ne moreš iti na banko, pa še 3x to kapitala, da se zidaš, ne. Pol dobiti ta pravo zemljišče, ker lahko toliko visoko stavbo pozidaš. Pač to, no. To je kar trajalo. To je trajalo 3 leta. Pa administrativna jajca, ne. Verjetno, ja, administrativna jajca, to pa ja. Tega je pa veliko. Ogromen. Ampak 2013, ne? Ja. Ste slovesno odprli vrata. Ja, dobro je bilo. Cool. Prvi smo bajto, nismo imeli ne stolov, ne miz, imeli smo pač grife na stenah, no, smo jim rekli krompiri, imeli smo 2 tvorine, ko smo odprli bajto, 2 volumna, se pravi, malo večja grifa. Ampak ja, mi smo takrat odprli v bistvu čisto sodoben plezalni center. Me je bilo že takrat jasno, da bo premajhen. Sam že prej sem povedal, da mi je bankir rekel, da je 3x prevelik, a ne. Ja. Ampak to je pač ta razkorak, ko delaš neko stvar kot pionir, ne, okolica ne zastop, kva ti njim razlagaš, ne. In v resnici pač ja, to nam je bilo jasno že po 2 letih, da je bajta premajhna. Tako da pač se zdaj že dolgo trudimo, da to povečamo. Jaz se spomnim v tistem obdobju pred 2013, ne, še pred 2010 recimo, je saj kle v tem ljubljanskem prostoru, je tako skozi malo šumel po kakšnih četrtkovih ferajnih ali pa kjerkoli. On se nekaj govori, da bo center gradil, ne, pa pol tako, wow, tako smo si, ker zdaj to vesoljska ladja pristaja skoraj, ne, kaj je to, ne. Prej smo trenirali na parih kvadratih, recimo, ne, na našem ferajnu. To je bilo res 4 metrov visoka stena, 8 metrov široka, pa čas po 30, 40, 50 ljudi mogoče tam. Pa je bilo čisto luštno, ne. Ampak tako je bilo nam nepredstavljivo, da ti prideš v zgradbo, kjer so stene gor, ne, malo kar gledaš. Pač to je res, vsega v Sloveniji ni bilo, ne. In skozi bo gradil, pa ni bilo nič, pa bo gradil, ne. Pa je bilo to že tako malo polovsko, ribiško, mogoče tudi alpinistično, ne. So kar neke zgodbe se rojevale, ki se ni nič zgodilo, no, tale s PCL-jem se pa je, ne, in 2013 smo lahko začeli plezati tam. Ne, dobro, pač smo uspeli vse te prepreke preskočiti, tako da to je v bistvu bilo pol, to je bila pol pač kljukica. Tako.
In Zdaj pa recimo, scena podobna, zdaj se pa še vedno ful govori po mestu. Ne, kaj vse bo še. kaj vse bo, ne, pa koliko še lahko je. Pa vsi so ful pametni, tako kot so bili konc 90-ih, ne, pa začetku tega tisočletja. Ampak v resnici stvari so ful bolj kompleksne. Ne. Jaz tudi vidim v Radovljici, ker sem doma, se veliko govori, pa tam bi že zdavni mogla biti neka mnogo bolj spodobna infrastruktura, kot je, ampak pač ni politične volje, da bi se to zgodilo. Ne. Pač s privatnim kapitalom je pa tam to samomor, če greš delati. Tam karkoli, ne. Pa po Kranju se je govoril, pa marsikaj se je govoril, ne. Zdaj se govori nekaj norga, tam pri vas v Kamniku, da ne bi rastel nekaj noro, skoraj Innsbruck. Ti mogoče kaj več veš. Pojma nimam, iskreno, res. Govori se še zmeraj ful. Jaz sem malo outsider, sem bolj se vozim skozi Kamnik. Nisem tam neki se integriral v sceno. No. Ampak tako, vseeno, daj mi malo povej, zdaj je to pač funkcionalno del naše, saj te osrednje slovenske skupnosti, ne, glede na to, da so tudi neki drugi centri, če se zdaj mogoče osredotočva na tip vašega, tvojega centra, ne, ki so pač primarno ta velike stene, ne, jih je še neki po, ne, v Bistrici, na Koroškem, Ja, Prevalje, Bistrica, v Cele, Koper, Radovljica. In tako, skratka, ampak jaz še vedno vidim, srečavam tudi pri vas, ne, slišiš pač ljudi, ali pa ki jih poznaš, ne, iz scene, ki so se pripeljali dnevno, ne. Čas se spomnim, jaz sicer ne, ampak mnogi so se vozili recimo v Avstrijo, ne, na deževne dneve in tako, tele centre. Zdaj pa to nekaj, kar smo čist ponotranili že, ne, v smislu, ima vreme, kva šuklinc, vreme, pogledaš slab, kva gremo na boulderje, ma ne na štrik, ajde, pa celo gremo, ne. Pa zdaj že tako malo imamo tudi naštudiran, recimo, zdaj izgledam izključno iz svojega vidika kot uporabnik, ne. Kdaj je mogoče boljši čas za jetke, da bo malo manj gneče, če preveč, če je neka ultra fronta čez Slovenijo, pa veš, da bo gneča in tako, ne. To se je spremenilo. No, skratka, daj mi majčkeno razloži, kako je zdaj ta naša skupnost, scena, ljubljanska, slovenska, sprejela ta center, kako funkcionirate, kakšno imaš mogoče vizijo za razvoj naprej, majčkeno v to smer. Jaz mislim, da smo bili odlično sprejeti do te mere, da so ljudje začeli bentiti, da je gužva, ampak v bistvu gužva mora biti, ne, ker to je privaten projekt, ki ne preživi, če ni gužve. Ker pač, ne, plezalcem, za katere smo mi hišo postavili, grejo dve stvari na živce. To, da morajo plačati za plezanje, pa to, da je tam, ko oni plezajo, veliko ljudi. To so pač bili neki osnovni plezalci, za katere smo mi hišo sezidali. Tako da mi ugotavljamo k sreči, da smo zdaj v tem času uspeli pridelati v Ljubljani tudi urbanih plezalcev veliko, ki jih pa to ne moti, ker jim je to normalno. Pa tudi te stari plezalci so malo spremenili percepcijo, kako bi stvari mogle biti, pa kako je tudi v redu, če so. Mi smo zadovoljni in meni se zdi, da smo že zdavni prerastali gabarit te hiše. V osnovi tudi, ker nimamo prostora za razvoj plezalne šole. Vmes se je zgodil bouldering, ki je zdaj tudi sestavni del težavnostnih smeri na svetovnih pokalih, na DP-jih, na tekmah raznoraznih, se pravi sodobno plezanje po velikih uprinkih, skoki, čisto drugačno plezanje, kakor je bilo 5 ali pa 10 let nazaj, je danes. Plezanje je olimpijski šport, mi imamo zelo močno plezalno šolo, čez 400 otrok, že vsa ta leta, in v resnici nam manjkajo balvanske stene. In mi moramo pač to narediti, zaradi tega, ker mi to imamo notranjo potrebo,
Druga stvar, ki je pa tudi dejstvo, je pa to, da je v bistvu balvansko plezanje mnogo bolj donosno, ker so stroški bistveno nižji, pa bistveno več ljudi se na enem manjšem placu boljš počuti, pa boljš ima, pač ne, v plezalnem smislu. Tako da to je naš namen narediti in zdaj smo zelo blizu tega, da začnemo to graditi. Še kak mesec pa pol, po moje, nas loči od tega trenutka. Nimamo še čisto vseh papirjev, še čakamo mesto. Zdaj bi ti rekel tako malo hudomušno, pa se imaš trda kožo, ne? To pa imam. Bo že predelal tale birokratske... Ne, itak ja, ampak skratka, to moramo zdaj narediti. Tako da v bistvu to je zdaj naslednji korak, kar se mene tiče. Pa imam še nekaj ideje, ampak tega ne bi zdaj glih. Kako pa recimo nasploh spremljaš ali pa ocenjuješ te spremembe, ki se v plezanju dogajajo? Pa zdaj ne mislim zgolj neko najvišjo raven tekmovalnega plezanja, ne? Ja. Pusta to mogoče malo ob strani, ampak tako čist slovenski prostor, lahko tudi zaideš pol mogoče, kako je to v svetu, se plezanje popularizira, ne? Ampak od tistih začetnih, recimo tudi tvojih dni, ne, skozi 90-ta, pa te neke bolj garažni tip plezalnih sten, zdaj, ne, že 12-13 let si direktor centra, ne, ki si ga zgradil z ekipo, boulderiranje praviš, da je ful popularno, tudi tu se vidi, kako vsaj tako jaz laično, ko hodim tudi vsake toliko v kakšen balvanski center, vidim, da so tam gruče ljudi, ne, prav tako bi spet laično rekel, kot neke subkulture se rojevajo, čist nek nov način dojemanja plezanja, druženja mladih, kar je super, ne, ampak mogoče drugače, kot je moja, najina generacija, ne. Ampak skratka, kako malo vidiš ti to plezanje, razvoj skozi nekaj desetletij zdaj v Sloveniji? Jaz vidim danes, ali pa včeraj popoldne, ko sem šel v službe, scena na mladinskih skupinah je ista, ki je bila leta 95, ko sem jaz hodil v telovadnico osnovno šolo Nove Jarše, isto. Infrastruktura je pač malo drugačna, pleza se malo drugačen stil smeri, ampak v osnovi sama ta osnovna ideja je pa po moje zelo podobna. Mislim, da ima danes mularija malo več distrakcij, pa jim ne rata, nam ne rata njih toliko usmeriti v skalno plezanje, kakor se je takrat dogajalo za nas, ker pač mi smo, če smo se hoteli iz teh nekih šutalnic, ki so bile takrat taka, ko ste imeli vi na Ferajnu ali pa mi, ki smo pač mi vsi trenirali njih, če si hotel nekam malo več, malo kaj novega videti, ne, lahko si šel k sosedu na šutalnico, v sosedno mesto z vlakom ali pa z biciklom ali pa kakorkoli, ampak še boljše pa bilo, ko si šel v skalo, ne. In smo itak v skalo hodili skozi. Tega je danes manj, tega je bilo še 10 let nazaj bistveno več. Bistveno več otrok smo mi uspeli spraviti v naravo za vikende, kakor zdaj. Zdaj se mi zdi, da je tudi v tem smislu folk malo bolj zgubljen. Zgubljen v smislu, da jih vlečejo neke druge stvari, da si ne vzamejo toliko narave, kakor mogoče smo si jo mi takrat vzeli. Je pa dejstvo, da je zdaj stvar ratala vsekakor bolj komercialna, kakor hočemo ali pa nočemo. Tudi na Ferajnih, če pogledam, stvar ni več na takem nivoju, kakor je bila takrat, ko smo mi gor rastli. Vemo, da pač vsaka organizacija malo zaniha, pa enkrat en Ferajn bolj na vrhuncu, pa pol malo pade, pa se en drug med tem dvigne. To pač vidim ali v Radovljici, ali v Ljubljani, pa različnih Ferajnih. Tako da to je ziher pač neka stvar, ki je vedno prisotna, ampak na splošno pa mislim, da plezanje se je zelo razvilo v tem komercialnem smislu. Ta star pristop, ki smo ga bili pa mi deležni, to se je pa malo zgubil.
se še zmer pleza tudi v naravi, pa še zmer so neka žarišča zelo močna, društvena, vedno nova. To mislim, da drži to slovensko sceno zelo močno, da v bistvu, če tudi zdaj nek star klub, ki je bil včasih špica, recimo takrat, ko smo bili mi reprezentanti, Tržičani so bili blazno močni, pa Škofjeločani, pa Kranjčani. A ne? Zdaj so pa močnejši recimo Kamenčani, pa mogoče Komenda ima tudi neko zelo luštno mlado celico, ki so tako tudi zelo zagnani, pa Žirovnica se je naredila vmes. Skratka, se mi zdi, da je več teh nekih odcepljenih, manjših lokalnih društev, ki zelo dobro delajo, medtem ko pač mogoče neki, ki so bili včasih zelo uspešni, malo slabše delajo. Tako da se pač skozi brbota, pa se razvija, se mi zdi široko gledano, masa, vedno več ljudi pleza, tudi v plezališčih še vidiš ljudi, ampak se mi zdi, da splošen nivo je pa malo padel, pa tudi ta kultura generalno gledano pri skalnem plezanju. Meni gre pač malo na živce to, da pridem nekam, pa da folk pizdi na glas, da imajo zvočnike, da je vse posran, nasmeten. Tako. Ne vem, da posod visijo sistemi, vse jih tudi jaz zdaj pustim, ampak v resnici tako, se mi zdi, da je pač, malo se pozna to, da je pač res komercialno zelo uspešna stvar, ampak po teh nekih lokalnih plezališčih še zmer nobenega ne srečaš. In je še zmer isto kul, kakor je bilo. Tako da v resnici ta razvoj je prinesel pa neke pluse, minuse valjda, ampak v resnici še zmer plezanje ni bistveno drugačno, kot je bilo. Če veš, kam pogledati, pa če imaš neke prave mentore, po moje še zmer isto kul, kakor je bilo. Imaš pa zdaj to noro dimenzijo, imenovano olimpijske igre, profesionalni športniki, Janja Garnbret. Pač to je, ne, kam je to šlo, to je pač res hudo dober. Ja. Mislim, tako, hudo kul je, da nek šport, ki še 10 let nazaj nam noben ne bi dal 5 pik, ne, je zdaj pač olimpijski šport, pa... Ja, tudi tako se mi zdi, da ga je tudi neplezalna slovenska javnost tako sprejela za svojega, ne. Da jaz grem čas iz čistega ferbca, ne, sicer tega res ne počnem, ampak grem na kakšen novinarski, ne, medijski portal prebrati kakšne komentarje lajkov, kako vidijo oni, recimo, da pač neka novica iz plezanja, karkoli, ne, iz športnega plezanja in tako. Mi je zanimivo, ne, kako to že, analize in tako. Ne. Ja, Janja je zdaj pač mainstream, tako, top, ja. Ja. Super. Ja, to Mislim, res to je smo lahko pač srečni, sreča. da se je zgodila nam, Slovencem, Slovenkam, ne. Mislim, vse to Janja je pač itak izjemen talent in pač to vprašanje, kdaj se bo ponovil, ne. Imamo sicer zdaj neke močne mlade tekmovalke, ne. Ampak v resnici je pa to tudi rezultat, bom rekel, jaz vidim to tudi kot zelo jasen rezultat slovenske plezalne pač neke dediščine. Ni to, kar samo od sebe. Absolutno. Ne gre to kar tako. Se strinjam. A ne. Mislim, da je tukaj tako kot so slovenski alpinisti pač tam, ne, v najbolj zlatih letih 70-ih, 80-ih pač res harali na polno. Tako se mi zdi, da je pač to, kar se zdaj dogaja v športnem plezanju, je posledica te neke slovenske zagnanosti za ta šport, pa tudi posledica teh organizacij, ki so izhajale iz AO-jev, Ja. pa pol naprej, ne. Ja. To se pozna, ne. Mislim pa, da bo treba počasi stvari tako prestaviti en nivo višji, zato ker zdaj je stvar postala pa že toliko obsežna, da postaje to organizacijsko-kadrovski res zalogaj. In zdaj pa treba to stvar dvigniti
po mojem mnenju pa na nek višji nivo, ki pa ni lahko, zato ker ti začneš enkrat profesionalizirati to društveno sceno, ta del, ne, ki je bil prej ful srce, ne, zdaj pa ti to začneš malo bolj organizirati, se pa lahko to mečkan, malo je to kontradiktorno kdaj. Ja, to tudi razumem, kam ciljaš in zagotovo je to tako. Me pa zanima tudi, kako pa mogoče vidiš tudi ti nek ta kadrovski potencial v tej sceni, bom rekel, mentoriranja inštruktorjev v končni fazi, konkretno, a imaš ti dovolj ljudi za potrebe tečajev, pa glede na povpraševanja, pa še mogoče dovolj kvalitetnih, bom rekel, posameznikov, ne? Posameznic. Če me razumeš, kam... Zdaj, to je pač bil skozi nek strah pa skrb v to usmerjena, ne? Mi imamo pač nek interni sistem izobraževanja, ki je poleg tega, KŠP pelje, imamo mi pač neko shemo Vajenec mentor, kjer predajamo znanje na drugačen način, kot pač je to v sklopu KŠP izobraževanja, zato ker se pač zavedamo, da smo bistveno odvisni od kadra. Nekaj je imeti izšolan kader, nekaj je imeti izkušen kader, posel pa tukaj še dodatni pač bom rekel, organizacijski prijemi, kako to držati, da so ti ljudje motivirani, pa da od sebe dajo to, česar so sposobni. Tukaj moramo največ energije skozi vlagati, tako kot pri vsaki stvari, pač kako boš ti motiviral ljudi, da bodo dali od sebe to, kar so sposobni dati. Pač to, na koncu vedno priješ, da je to ključno vprašanje. Infrastruktura pa vse te stvari so seveda pomembne, ampak to je sam pač neka osnova, ki jo moraš imeti, vse ostalo ti pa človek naredi. Danes imamo že umetno inteligenco in jaz mislim, da če bi vprašal mojega kolega Davida Debeljaka, bi ti mogoče rekel, čez 5 let pa trenerji ne bojo več potrebni, ker ti bo itak tam nek robot govoril, tamle si pa bokac malo premalo zarotiral ali pa malo prepozno si zastavco naredil, kaj stvom kva. Ali pa malo slabo si skočil zdaj v tale dvojni povezovalni skok, ne. Ampak jaz mislim, da na koncu bo človek še vedno tisti, ki bo to skrb držal, če se vrnem k tem mentorjem. Mentori so tisti, ki znanje prenašajo, pa tudi motivirajo neko skupino ljudi, trenerji. In to se mi zdi, da je treba skozi pač nad tem bedeti. Zdaj mislim, da kadra zaenkrat je zadost, ker v bistvu tudi ta cel sistem, ki se razvija, je sposoben hraniti vedno bolj te ljudi, vse nas, ki delamo v tem sistemu. Tako da se mi zdi, da se zdaj nekako po moje v redu. Je pa treba to skozi poganjati. Čim se malo ostalo, parkrat vmes se je ustavilo to izobraževanje kadra in je bila res stiska. Se tudi tako, kot si že omenil, ne, pametnih ljudi je veliko. Ena stvar je pa pol speljati, pa voditi. In tako, če zdaj spet izključno iz svojega vidika, ne, prideš v nek plezalni center, ok, gnečo sva recimo obdelala, ne, je ali pa ni. Čeprav tako, moja izkušnja, da bi, kar se gneče tiče, pravzaprav v nobenemu centru, če tudi, ko si uletel noter, pa izgleda, ful folka, ne. Nikoli ni to bilo zdaj, ko čaka tam na enem okencu nekje, ne. Zdaj pa čakam, pa je 5 minut čakal, ali pa 10 za eno smer, ne. Ok, čas kaj ni frej, ne. Greš pa levo, pa je pol frej. Tako da to se mi ne zdi problem. Kot uporabnik bi si povsod jaz recimo želel kdaj kakšno smer več zamenjan, ne, pa boš lahko sam povedal, da to tudi ni tako easy, kakor jaz mislim, ne, da je, ker tega nisem recimo nikoli počel. Pa še to bi dodal, da pa tudi že pri sebi ugotavljam, da je tudi jaz, ne,
pa sem iz te generacije, ki je plastiko, če tako rečem, ne, vedno, ali pa jaz sem to imel kot za trening, ta prava stvar je pa zunaj, ne, to je the real thing, ne. Zato tam treniram, da grem pol v skalo plezati, čeprav, ne, če se vrnem, hotel sem to dodati, da grem pa jaz tudi čas rad v PCL, Vse luštan. plezati tam, se ne rabim voziti, imam 2-3 ure, ne, popoldne bi reče kaj, dopoldne moraš to narediti vmes. In mi je tako, plezalen dan, ki bi recimo 10 let nazaj, ne, ven, ne, in mi je zdaj pač v nekem centru, tako, kvalitetno preživeti čas. To je definitivno, pa v bistvu je tudi community zelo dober, ne. Meni je v bistvu tako včasih sicer, ko hodim v službo, moram kdaj se v miru usesti, pa dostikrat mi ne rata, pa dojeti, koliko je v bistvu res cool scena. Dopoldne je super cool folk, malo manj ljudi, malo več cajta si v bistvu vzamejo, ko popoldne se mi zdi, da se malo bolj hiti, tako te jutranje ekipce, ki pridejo plezati pred službo, pa kavica, pa rogljiček, to je pač res top, super, zlata klientela, po rokah jih nosimo, res spoštujemo to. Pa tudi ves ta kader, ki dela po plezalnih centrih, to je pač res community in je to res lepo gledati in je res super. In v bistvu meni se zdi, da je to res pač neka kvaliteta, ki se jo mogoče malo premalo zavedamo. Vse smeri pa to vse zastopam, to mora biti vrhunsko dober, ne preveč umazan, ne preveč težko, primerno ocenjen, vse te stvari poskušamo držati na nivoju, ampak v resnici, ja, ti prideš pač v bistvu neko tovarno plezanja, ne, tega plezalnega gibanja in je res veliko procesov, ki tle v zadju potekajo in tako, jih je res veliko, ne. Root setting je pač enkaj najbolj očiten, ne, ampak jih je še mnogo, mnogo več, ne. Ja, to si predstavljam in tudi zgolj predstavljam si, da to tako zaznavati, potem nekako to vrednotiti, pa celo kaj vplivati iz tvojega vidika, vašega vidika, v menedžiranje nekaj tazga, ne, da tudi to ni tako easy, kot si mogoče mi predstavljamo. Ne, tukaj pač imaš ti ljudi, ki jim zaupaš, pa ki so odgovorni, da bo to tako, kot mora biti. Ti jim pač daš usmeritev, mi sprejmemo letni plan, koliko smeri se bo postavili v kateri dvorani. Minimalni standardi so, pri nas je minimalni standard, da se povprečna smer obrne v 4 mesecih pa pol v veliki dvorani. Ne? Recimo, pač kaj je najbolj obiskan del naše dvorane, se pravi Severna Triglavska stena dvorana, ona se pravi ima v vsakem momentu cirka 180 smeri in vsako od teh smeri se v povprečju zamenja po 4 mesecih pa pol. Seveda, ne, po eni strani bi si mi plezalci, kadar smo želeli, da so te smeri sveže, čiste, pa vsak teden nove, po drugi strani je to organizacijsko nemogoče, ker mi to delamo v ponedeljkih dopoldne in je časa premalo, da bi ti več menil, zdaj ljudi dobiti, da ti bojo delali po noč, težko, zelo težje, kakor je bilo. In v bistvu tudi težko postaviš več tega, ne. Po drugi strani je to drago, ne. Ena taka smer, da se zamenjate, stane čez 50 evrov, ne. Se pravi, treba je pobrati uprinke dol, jih očistiti, zbrati ustrezne, postaviti novo smer, jo stestirati, malo popraviti. Tako, ne, vse to narediti, to skoordinirati, ne. Tako da v bistvu druga stvar, ki pa je pomembna pri tem, koliko hitro se smeri menjajo, je pa tudi to, da v resnici folk je treba tudi malo navaditi, da ni vse, kar šteje, pa kar je cool, samo on-site, pa flash. Ti moraš pač, če hočeš napredovati, se iti rdečo piko.
ti moraš pač naštudirati kako smer. To mi vsi delamo v skali, ker pač to, da ti zdaj prišel vsakeč na novo plezališče, pa šel 10 lahkih smeri, vse cool, samo v resnici od tega, razen tega, da se dobro počutiš, ker si šel toliko novih smeri, pa to, vse je cool, ne, sam pač je to nerealno, ne, in tudi, kar se plezalnih centrov tiče, se pomaš, a ne, v mestu zdaj nastaja več in več infrastrukture in greš, ne, en dan greš v sceno, en dan greš v PCL, en dan greš v Balvanijo, en dan greš v Kokiju na ŠKG, en dan se peleš v Cele, en dan greš v Škofico, za vikend greš v Bistrico, naslednjega greš v Koper, vse to je v redu, ne, ampak v resnici tako kot pri matematiki je. Če naš zdaj zagrizel trdi oreh, ne naš napredoval. Je pa res, da ni treba, da vsi napredujejo. Eni pač hodijo že 10 let enkrat na teden malo plezati in zakaj se zdaj jaz matru past ne upam, niti slučajno ne v vodstvu. Malo sem težek, prsti me malo bolijo, rame me malo bolijo, ful nekih vaj za to, da bom ojačil telo, pa prste, pa shujšati se mi ne da. Jaz pač malo guštam, enkrat na teden plezam, dajte mi nove smeri. Če ne bom šel pa pač kjelo v gym, ki imajo zdaj ta teden nove in bo pač tako delal. Tako da, to je čisto v redu. Za vse se najde to, kar rabijo. Ajde, če te mečkan tako postavim pred zid, ne, pa vem, da je najtežji se v zatilje gledati, ne. Zakaj je med vsemi unimi, v katerih smo govorili, da bojo nekaj naredili, pravzaprav te paratali, ne. Pa ne bom zadovoljen, če boš rekel, ja, tako v zvezdah zapisan, ne. Mislim. Oziroma, kje si ti grizel, ker nekdo drug ni, pa to, ki jaz ne poznam situacije iz preteklosti, če so bili tudi posamezniki ali celo organizacije, ki so poskušali, pa so nekje obupali, kje je tebi vam ratal, da ste takrat bili pač eni prvih, ne, ki ste postavili nekaj tazga. Več stvari se je mogli sešteti, ne. Imeli smo dobro osnovo, imeli smo močno plezalno šolo, imeli smo to znanje, imeli smo rezultate, ki smo jih lahko na banki pokazali, pa še preden smo šli na banko bodočim investitorjem. To je bila prva stvar. Se pravi, ti moraš pač nekaj pokazati. To, da si ti pameten, ne, pa da vsi vejo, kako se plezalni center naredi, ampak v resnici noben ne ve niti, koliko boš dal na let za nove sisteme, pa koliko za setting, pa koliko za požarno varnost. Je pač tako, ne. Ja, sej za požarno varnost jaz prej pojma nisem jo, koliko bom dal in to me pač te stvari me še kdaj zdaj presenetijo. Pač, ne. Ja. Na 8 let moraš dati strelovode pregledati in to te pač stane. In to pač, kot prejš plezalni center, ne veš, koliko te bo stalo čez 8 let, ker te je itak to prišlo z bajta. V resnici pač to je ena stvar, druga stvar je, da sem imel srečo, da sem imel ta prave partnerje, se pravi Matjaža Dolja, ki sem že omenil, pač ful pomembno je, da imaš močno ekipo, ki ti pomaga. To. Druga stvar, pa še vse ostale, ne. Pol je pa še tretja stvar, je pa to, da pač moraš biti zelo vztrajen, ne. To je pa pač neka stvar, ki se mi zdi, da sem se naučil kot nek mlad športnik in to te pač šport te tega nauči, ampak brez te hribovske dimenzije, ki pa malo kdaj moraš zariniti s tistim, kar imaš v ruzaku, pa veš, da a boš šel čez steno ali pa boš v njej ostal, dol ne boš mogel iti, ker pač enkrat prideš toliko daleč, ne moreš upzajrati. To je pa pač una naslednja stvar, ki pri takih projektih moraš imeti. Ker drugače ne greš, ne. Drugače se ostavaš pod steno, pa rečeš, fakt, danes mi nekaj zvija po želodcu, slabo sem se. Drži. Ja, če gore so lahko zelo dobre učiteljice, ne, če se znamo učiti, ker vsi vemo, da ni vedno samo čisto uživanje, ne, pa vriskanje, so do določenih stvari tudi prepreke in časih je tudi zelo težko in zdaj,
če se človek zna to nekako učiti iz tega in potem mogoče celo kaj tega naučenega, recimo v dolinskem življenju, za kaj konkretnega, pametnega celo mogoče uporabiti, je to kar neke vrste uspeh življenjski, bi se uporeči. Meni je dobro priti v službo, pa se v bistvu še vedno po 11 letih ukvarjati z nekimi novimi, ampak v bistvu starimi izzivi. Tako, v bistvu, kdaj bi si želel, da bi to malo hitreje preskočil, kak krog, ne. Tako, ker recimo smo naredili v Zagrebu balvanski center v 3 mesecih. Velik, tako. Super simpel. Najameš plec, malo ga renoviraš, postaviš stene, odpreš, pa začneš. 3 mesece. To je tako, kar seksi, ne? V primerjavi s tem, da moraš zgraditi bajto vredno 2 milijona, pa pol plačevati banki kredit 10 let. Tako, so različne opcije, ampak v resnici mi zdaj pač v Štepancu imamo tempelj iz betona, plezalni, ki mislim, da nas bo vse prerastel in smo pustili neki te skupnosti, na kar moramo biti ponosni, ker če mi tega ne bi naredili, pa če mi ne bi pokazali, kako se da v plezanju kruh zaslužiti, ne samo enemu, ki vodi to stvar, ampak pač tudi mnogim drugim, od seterjev, trenerjev, administratorjev, pač tako se mi zdi, da je to v bistvu tako cool scena, ne? To gledati, kako se razvija plezanje pri nas. Jaz sem vedno vesel, če me kdo pokliče za kak nasvet, in v bistvu se mi zdi dobro, ko gledam, kako raste infrastruktura. Tako, da je tudi težko, ko vidiš, da te zapuščajo neki sodelavci, ki grejo zdaj na svoje, ampak v bistvu to je pač neka naravna pot, ne. In se mi zdi v bistvu to dobro, ne. To pač pomeni, da si ti uspel, ne. Tako, če pogledam zdaj na Kokija, koliko enih plezalcev nas je on ustvaril, ne. Pa še zdaj mi vsi plezamo, ne. Dobro, pač ne čisto vsi, ki jih je on učil, nekoč, ne, ampak tako, Koki pleza, mi plezamo, vsake toliko cajta se vidimo, tako, pač to je to. Se mi zdi, to je ta spirit, ki gre naprej in to se mi zdi cool. Zagotovo in verjetno boš te občutke še mnogokrat podoživljal in mogoče se bojo še bolj izoblikovali, pa nek se to pol prihaja iz notranjosti, ne. Ta nek dober feeling, ko vidiš, da si nekaj dobrega naredil, ne. Daj mi povej toliko, ne, ker toliko te pa poznam, da nisi človek, ki bi živel zgolj za delo, ne, da greš vseeno pa še vedno rad plezat. Najrajši. Imaš še kakšne ideje, še kakšna popotovanja, bi rad še kaj splezal, ali celo kaj narediš, da bi rad to splezal? Zdaj, šel bi, pa šel bom. Nekih hudih idej zdaj nimam, ker bi rad tlele naredil bistven napredek na nivoju PCL-ja in mi je jasno, da bo to zahtevalo več kot celega človeka. Tako da zdaj nekih plezalnih odpraverskih ambicij niti ne upam gojiti za nekaj časa. Po drugi strani pa moram reči, da je pač plezanje ena super stvar, sploh če greš na odpravo, ampak mi je bila v resnici vedno isto dobra stvar tudi ta popotniški del odprave. Tako da moram reči, da me zdaj zelo vleče tudi na kak trekking. Sicer si vsake toliko cajta pa rečem, to bo šlo delati tudi, ko boš starejši, ne. Zdaj je cajt, da greš še kaj splezat, ne. Samo v resnici tako, malo se za Lenko res super in v bistvu mogoče bom
prvo, naslednjo stvar, kar ponovil še enkrat isto, kak trekking v kakšne res odročne kraje. To se mi zdi kul. Samo plezanje je pa tako, vedno več stvari me boli, pa vedno več energije moram vložiti na dnevnem nivoju, da se zmotiviram za neko plezanje pri nas, ki mi malo zmanjkuje v teh lokalnih plezališčih nekih stvari, ki me uspejo držati, ne. Saj so težke stvari, ampak za te moram ogromen fokusa zbrati, prav nekam delati se mi pa ne da voziti na dnevnem nivoju. Tako sem kar zapečkar na Gorenjskem. Včasih nisem zastopil Gorenjcev, ki so bili prej v Yosemitih pa v Pakistanu, kakor v Ospu recimo nekateri. Neverjetno, ampak resnično, ampak zdaj pa pač vidim zakva, zato ker pač na Gorenjskem imaš vse. Ena, ne laž, ampak dejstvo je, enkrat so se eni fanti pogovarjali iz Radolce, so šli na Kamčatko kolesart, pa gledajo reko, ob kateri se vozijo, pa prav, wow, poglej, katera Sava. Pa prav, pa tam z desne še ena prahaja. Oni so mislili, ko so bili stari 20 let, da se Sava reče vsaki reki. Da je pač Sava enako reka. Pač zato, ker tam, ko so živeli, sta bili dve Save. Kamorkoli pogledal, pa da reka je bila Sava. Hočem reči, na Gorenjskem je kul. Sploh zato, ker pač lahko turno smučamo, lahko plezamo, lahko bajkamo, lahko gremo leteti. Karkoli, ne. Lahko gremo v Hosto po gobe ali pa na dober sladoled v Radovljico. Tako da moram reči, da vedno bolj zapečkar postajam, kar se tega tiče, ker se mi res ne da veliko voziti. Tako. Na odpravo bi pa šel, pa bom šel. Pa šel bi tudi z bojsi. Sam v resnici, ne vem, malo se mi zdi tako. Veliko sem bil odsoten, ko so bili otroci majhni, pa ti moji projekti smo kar sklonili glavo, vsi kot familija, in se mi zdaj zdi tako. Mogoče moram svoj ego malo držati v ropotarnici. Lepo. Pač mislim, saj bi šel, ampak ne vem pa, kdaj bom šel. Ja, jaz ti želim, da se ti zvezde, ne, čeprav si jih prej nisem hotel uporabljati pa slišati, pa vsem poklopijo, da boš že šel, ko bo zrelo za to, sicer pa naj ti birokratski mlini meljejo hitreje kot tam 15 let nazaj, ne, in da boš za nas, ne, zgradil karkoli že imaš namen zgraditi. Pa hvala za ta obisk, pa mačkan v pogled v še nek drug zorni kot, ne zgolj naš uporabniški, in vse dobro tebi in tvojim. Hvala, se vidva v Bitnah. Se vidva v Bitnah.